Higienski vložki, tamponi in menstrualne skodelice od maja lani spadajo med izdelke za higiensko zaščito, za katere se obračuna 9,5% stopnja DDV. Sprva se je nižja obdavčitev poznala pri cenah, po dobrem letu pa so, tudi na račun inflacije, cene spet zelo podobne kot pred znižanjem davkov. So cene ugodne? Ja, verjetno posod ne, pa za ostacega verjetno ne. So, jaz mislim, da ja. So. Odvisno kater. Tako srednje, no. Lahko bi bili bolj, glede na to, da je pač to nekaj, kar ženske nekaj naravnega pri nas. Možnosti za izboljšave je še veliko, opozarjajo pri inštitutu 8. marec. Ena od rešitev je še nižja obdavčitev. Najnižji davek v Evropski uniji bi bil 5%. Mi verjamemo, da je to dosegljivo. Ženske nujno potrebujejo higienske menstrualne pripomočke, si pa izbire ne morejo večkrat privoščiti. Pri Zvezi potrošnikov bi šli še korak dlje. Ko gremo v toaletne prostore, kjerkoli pričakujemo milo in toaletni papir. Popolnoma normalno je, da ženske pričakujemo higienske pripomočke. Študije iz tujine so pokazale, da je menstrualna revščina prisotna tudi v našem okolju. In predvsem bi se izobraževalne ustanove morale zavedati, da pride do tega, da dekleta izostajajo od pouka in da menstruacija ni izbira, kar pomeni, da bi dekletom in ženskam morali biti higienski pripomočki dostopni brezplačno, kadar jih potrebujejo. Ja, to se strinjam, da njih pa bi moglo biti, ne? Ja, bi bilo dobro, ja, ker pač to je, pač ima vsaka ženska in je pač tudi zdravstveno pogojeno, tako da bi bilo fajn. Bi mogoče mogli biti dostopni vsem, tudi mogoče otrokom, mislim, najstnicam, no. Ja, definitivno. Bi bilo dobro? Ja, bi bilo ful fajn. Škotska je od predlani prva država, kjer so menstrualni pripomočki brezplačno na voljo vsem, ki jih potrebujejo. V izobraževalnih ustanovah na Novi Zelandiji, v Avstraliji, New Yorku, Keniji, Bocvani, Zambiji in še kje pa z brezplačnim dostopom do njih poskušajo poskrbeti za enake možnosti vseh in destigmatizacijo menstruacije.